Veste, živimo v svetu, kjer se meje med tem, kar je fikcija, in tem, kar je resničnost, brišejo. In to hitreje kot kdajkoli prej. Obstajajo vizionarji, ki prihodnosti ne samo sanjajo, ampak jo dobesedno gradijo pred našimi očmi. Pa se potopimo v to zgodbo. In to je res tisto osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo. Poglejmo si, kako ideje, ki so se še včeraj zdele nemogoče, danes postajajo resničnost. In to vse po zaslugi ljudi, ki te sanje spreminjajo v čisto prave načrte, v kodo, v nekaj opremljivega. In tukaj imamo že popoln primer. Na levi, holodeck, tista ikonična soba za virtualno resničnost iz Zvezdnih poti. In na desni, Disneyev HoloTile. To ni več koncept, to je resnična, delujoča tehnologija. Stvar, ki ni več samo ideja, ampak čisto pravi izum, ki ga lahko vidimo in, tudi preizkusimo. Torej, za začetek poglejmo si točno to, kako fikcija postaja dejstvo, kako domišljija, tista najbolj divja, v resnici oblikuje našo prihodnost. Ampak kdo so ti ljudje? Kdo so ti moderni Tony Starki, če hočete? Spoznajmo 3 ključne skupine, ki danes resnično premikajo meje mogočega. V redu, poglejmo. Najprej imamo Disney Imagineering. Oni uporabljajo tehnologijo za pripovedovanje zgodb, za ustvarjanje tiste prave magije, čustev. Potem je tu MIT Media Lab, to je akademski velikan, ki se loteva največjih svetovnih izzivov, od tega, kako graditi boljša mesta, do reševanja problemov v zdravstvu. In na koncu, ampak nikakor ne najmanj pomembni, Hacksmith Industries. To je pa ekipa, bi lahko rekli, garažnih inženirjev, ki dokazuje, da lahko dobesedno vsakdo, ki ima domišljijo in nekaj znanja, oživi znanstveno fantastiko. Dobro, zdaj pa k bistvu. Izumljanje nemogočega. Poglejmo si, kaj so te ekipe dejansko ustvarile, njihove najbolj prepoznavne projekte. Začnimo z Disneyjevim draguljem HoloTile. Samo predstavljajmo si tla, ki omogočajo hojo v čisto vsako smer, ampak v resnici se sploh ne premaknemo z mesta. To je res prelomna tehnologija. Lahko bi popolnoma spremenila vse, od virtualne resničnosti in gledališča pa do tematskih parkov. In kako to sploh deluje? To je tisto, kar je noro. Tla so sestavljena iz cel kup majhnih ploščic, ki se vrtijo in premikajo, da tako rečoč izničijo vsak naš korak. In najboljše, sistem podpira več ljudi naenkrat, ne da bi se zaleteli. Še več, lahko celo premika predmete, kot da bi imeli telekinetične sposobnosti. Les, čista znanstvena fantastika. Zdaj pa skočimo k MIT Media Lab in njihovemu projektu CityScope. To je v bistvu kot nekakšen supernapreden digitalni peskovnik za urbaniste. S preprostim premikanjem fizičnih kock lahko recimo župani ali načrtovalci v trenutku vidijo, kaj bi nova stavba ali pa nova prometna ureditev pomenila za promet, za onesnaženje, celo za socialno vključenost. Res je orodje, ki omogoča veliko pametnejše in bolj trajnostno načrtovanje naših mest. In zdaj nekaj res vročega. Ekipa Hacksmith je ustvarila delujoč plazminski svetlobni meč. Ja, prav ste slišali, doseže temperaturo neverjetnih 2200 stopinj Celzija. To ni nobena igrača, to je rezilo iz titana, segreto s plinom, ki reže skozi jeklo. In ja, zato so dobili Guinnessov rekord. Kot prvi zložljivi prototip na svetu. Noro. Ampak veste kaj, za vsem tem spektaklom se skriva globše sporočilo. James Hobson, ustanovitelj Hacksmitha, vedno poudarja, da je najboljši način učenja skozi delo, skozi prakso. Njegova ekipa teh norih naprav ne gradi samo za zabavo, gradijo jih, da navdihnejo novo generacijo inženirjev, znanstvenikov, da jim pokažejo, hej, poglejte, čisto vse je mogoče. Ok, ampak kaj če bi vse to združili? Stopimo v vizijo nečesa res posebnega, v ultimativni gamerski park. Recimo, da bi ga poimenovali Pixel Frontier. In to ne bi bil samo še en zabavišni park z nekaj atrakcijami, ne. To bi bil popolnoma potopitven svet, kjer iger ne bi več samo igrali, ampak bi dobesedno živeli v njih. Samo predstavljajmo si to doživetje. S pomočjo tehnologije HoloTile bi se lahko prosto sprehajali po resničnih stezah iz Mario Karta. Z električno tehnologijo, ki jo razvija Rimac, bi dirkali v nekakšnih hyperkartingih. Potem pa v simulator, podoben Disneyjevemu Flight of Passage, in bi leteli na Bansheeju iz sveta Avatarja. In seveda, za konec še tek skozi digitalno areno iz filma Tron. Nepozabno.
Ja, in hitrost bi bila tukaj ključna. Disneyev vlak smrti, Tron Light Cycle Run, že danes dosega skoraj 100 km/h. Zdaj pa si predstavljamo to, ampak združeno z močjo recimo Formule Rosse iz Ferrari Worlda, ki leti 240 km/h. In vse to bi poganjala napredna električna tehnologija. To bi bila res čista adrenalinska bomba. Ampak vsa ta inovativnost seveda sega veliko dlje od zgolj zabave. V resnici so to že načrti za naša mesta, za resnični svet. Poglejmo primere. Podjetja, kot je hrvaški Rimac, s svojo baterijsko tehnologijo tlakujejo pot trajnostni mobilnosti za vse. Naš slovenski Devesoft s sistemi za zajemanje podatkov omogoča pametnejšo infrastrukturo. To pomeni, da lahko v realnem času merijo obremenitve na mostovih ali optimizirajo delovanje vetrnih elektrarn. In potem je tu še Starbase, eksperimentalno mesto Elona Muska v Teksasu. To je poskus, kako združiti delo in življenje v popolnoma trajnostno okolje. Dobro, ampak kaj pa poganja vso to revolucijo? Kateri je vir energije za vse to? Odgovor? No, skriva se v podatkovnih centrih. Te ogromne zgradbe so dobesedno možgani, ki poganjajo umetno inteligenco, virtualne svetove, vse te inovacije, o katerih govorimo. In njihova skupna poraba energije je osupljiva. 200 teravatnih ur na leto. Da si laže predstavljamo, to je več kot 2krat toliko, kot porabi cela Belgija. Seveda, ta ogromna poraba je izziv, ampak rešitve že prihajajo. Zanimivo je, da se umetna inteligenca uporablja za optimizacijo hlajenja teh istih centrov, kar lahko zmanjša porabo tudi do 40%. Vse več se vlaga v obnovljive vire. Na obzorju pa so tudi majhni modularni reaktorji. Ti obljubljajo čisto in zanesljivo energijo za prihodnost. In orodje, ki nekako povezuje vse te ideje v celoto, to je Unreal Engine 5. S tehnologijami kot sta Nenit, ki omogoča skoraj neskončne podrobnosti, in Lumen, ki ustvarja popolnoma realistično osvetlitev, ti virtualni svetovi postajajo laboratoriji za resničnost. Niso več samo za igre. So poligoni, kjer arhitekti, inženirji in vsi vizionari preizkušajo svoje ideje za naš resnični svet. In s tem pridemo do ključnega spoznanja. Ne gre več za dva ločena svetova. Virtualno in resnično se zdaj prepletata, ustvarjata most. Most, po katerem lahko naše najbolj drzne ideje končno preidejo v resničnost. Kaj je torej glavno sporočilo vsega tega? Prvič, najbolj drzna domišljija, najbolj nora fikcija ni beg od resničnosti, je prvi osnutek prihodnosti. Drugič, tehnologija ni sama sebi namen. Je izjemno močno orodje, s katerim lahko rešujemo probleme in pripovedujemo neverjetne zgodbe. In tretjič, najpomembnejše. Prihodnost se ne bo kar zgodila sama od sebe. Gradimo jo. Tukaj in zdaj. In s tem se ta naša razprava zaključuje. Ostaja pa eno vprašanje. Če so holodeck, svetlobni meči in pametna mesta danes že tu, med nami, kaj je potem naslednja velika ideja? O čem bi morali sanjati zdaj, da bi zgradili še boljšo prihodnost?